Živijo. Živijo. Oglašava se iz Kobarida, kjer mi rečemo Bohdej. Sva Mojca in Stojan. In za začetek bi rada z vami delila eno zgodbo, ki se pri nas ponavlja vsak večer. En tak deja vu bi lahko rekli. In sicer gre pa približno takole. Mi dva otroke v spodnji kopalnici stuširava, oziroma se stuširajo sami. Potem pa jih pošljeva gor v svoje sobe, kjer se preoblečejo v pižame. Zdaj to traja različno dolgo. Redko, zelo redko traja tam okoli 2 minuti. Običajno traja tam okoli 20 minut, da se oblečejo v pižame. Najpogosteje pa to traja toliko časa, dokler ne začneva groziti in priganjati, naj se že enkrat oblečejo v pižamo in pridejo na večerjo. No, včeraj zvečer pa se je zgodilo, da je eden od najinih sinov po 45 minutah in potem seveda, ko sem večkrat vprašala, a ti gre, in mi je zagotovil, da ja, da mu gre dobro, da dela na tem. Skratka, po 45 minutah je prišel dol in vse, kar je imel na sebi, je bila ena sama nogavica. Ena nogavica, ja. Jezus v današnjem evangeliju pravi, jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Jezus nam pravi, kdor pride k meni. On nas vabi, pridite k meni, prineste mi, kar imate, in jaz vam bom dal jest in pit, jaz vas bom okrepčal, vam pomagal nositi ta bremena. In sam se dostikrat vprašam, kolikokrat pridem jaz pred Jezusa z eno samo nogavico. In kakšna je tista reakcija takrat njegova? Sigurno ni taka, ki jaz kot starš, ki reče mojemu sinu, dej, pejt se že enkrat, prosim, obleč, in se tako zraven že malo treseš, ne. Ne, on reče, Živijo, Stojan, dan si pa tak, lepo. In vzame, kar mu prinesem. Vse veselje, vso žalost, razočaranje, trpljenje, on vzame. In tisto malo, kar mu dam, on pomnoži in uporabi naprej. In s tem me on dopolnjuje in me zdravi. In jaz vem, da me on ima rad takšnega, ko sem. Ja, tudi jaz imam večkrat občutek, da z eno samo nogavico preprosto nisem vredna, da pridem pred Jezusa. Ampak vas vseeno spodbujam, pejte. Njemu je vseeno, kak prideš, samo pridi in povej in poslušaj. Ja. In tako kot v našem odnosu z Jezusom, tako tudi v najinem odnosu z Mojco, ne, tudi jaz pred njo pridem večkrat z eno samo nogavico. Enako. Sploh v teh korona časih, ko prideš večkrat utrujen in zmatran, tečen, včasih naveličan, ranjen. Pomembno je, da se takrat ne zaprem. Ko imamo moški radi navado, da pobegnemo od problemov. Pomembno je, da prideva skupaj, da se pogovoriva. Da se objamiva, da se poljubiva, da se opravičiva. Pač le, nismo perfekt, ampak sikanje drug od drugega, naj se že enkrat spremenimo, ali pa še huje pošiljanje drug drugega stran, z namenom naj se vrne, ko se bo poboljšal, a ne spremeni ničesar, samo poslabša stvari. Skratka, če povzameva lekcijo, te ene same nogavice, je v tem, da dnevi so pač različni. So dnevi, ko smo polni ponosa in polni hvaležnosti, kaj na vse nam z njegovo pomočjo uspe. Pride pa tudi dan, ko nam žal ne uspe obleči niti ene same nogavice. Ampak pomembno je, da znamo tudi takrat priti drug pred drugega, se sprejemati takega, ko smo,
se veseliti drug drugega, se v hvaležnosti sprejemati drug drugega, ne da bi se non-stop nekaj poskušali spremeniti oziroma si non-stop poskušali nekaj očitati. Bog nas sprejema in se nas veseli v vsakem trenutku. Ja, tako je. Iz Kobavrida vam želiva en blagoslovljen dan in imejte se radi. Živjo! Čau.